Put your head up, play! Jo, Marko, pozdravljen, živijo, dober večer, bom rekel, kako si? Čau, Matej, jaz sem v redu, kaj pa ti? Gre, razpoložen za tole debato o tekmi Dallas Mavericksov in Denver Nuggetsov, izjemnih predstavah Dončića in Jokića, dvoboj dveh, kaj bi rekla, od 4-5 glavnih MVP kandidatov to sezono mogoče? Ja, lahko bi rekla, da Balkan osvaja NBA. Balkan Boys v Orlandu, ko so imeli tisti balonček, se je cela druščina igralcev iz področja nekdanje Jugoslavije zbrala v enem od tamkajšnjih lokalov in so praznovali in se veselili dolgo v noč. Trener Nuggetsov Malone je govoril o tem, kako je sedel v tem istem lokalu, seveda celotno področje je bilo zaprto samo za igralce, trenerje in spremljevalno osebje. In je slišal pač nek tuj jezik, govorjenje, petje, smejanje, veseljačenje na drugem koncu lokala, vstal, šel pogledat in videl seveda Luko, videl Gorana, Jokića, Vučević je bil, mislim, da tudi tam, Čančar tudi, ja. Kdo še, Marko, se spomniš? Mislim, da je bil Boban tudi, ne? Boban, ja. Ja, in ko se Denver in Mavericksi dobijo, so to že 4 od teh Balkan Boys članov, ne? Ja, pa Nurkić, Hezonja, Zubac je bil tudi tam, skratka skoraj da vsi fantje iz držav Republik nekdanje Jugoslavije so se zbrali in se res dobro imeli, dobro veseljačili. En zanimiv članek sem prebral tudi na to temo, kako to na nek simboličen način tudi ilustrira, ker vsi te fantje so se rodili v časih, ko so bile seveda tenzije, tudi vojna na vrhuncu med vsemi temi narodi, ampak zdaj, 20 let kasneje, se lahko vsi skupaj usedejo za mizo in je lepo videti, no, na nek način ta cel krog, da se le lahko nekatere stvari v naši družbi spreminjajo, popravijo s časom in mogoče je to tudi tak dober napotek za te zdajšnje čase, da, Marko? Ja, in v tej tekmi sta ravno Dončić in Jokić bila najboljša. Moram reči, da je bilo pravo veselje videti že po 2 MVP-jih Janisa, ki tudi iz Evrope, še Luka in Jokić. Mislim, Evropejci res bojo počasi zavladali NBA-ju. Ja, res je. Ja. Mislim, področje nekdanje Jugoslavije res premore neverjetno količino talenta in dva od teh največjih zvezdnikov, najboljših igralcev smo ravno na tej tekmi imeli priložnost gledati in kakšna tekma je to bila, Marko? Oba sta dosegla 38 pik, Jokić triple-double, Dončić ga je za en skok zgrešil. Res tekma za sladokusce in edino prav je bilo, da smo videli tudi podaljšek seveda, ker je Luka bil srečnejši kot Jokić. Tako da greva kar osnovni statistiki, ali kako? Lahko začnejo, si jo ti zdaj že precej povedal. Luka je imel boljši met, Jokić ni imel tokrat tako dobrega meta kot sicer to sezono. Iz igre namreč Luka je za teh 38 točk potreboval 22 metov, Jokić pa 31 in ta statistična postavka Luke, 38 točk, 13 podaj, 9 skokov in 5 ukradenih žog, kar 5 ukradenih žog je tudi zbral, ni bila dosežena še nikoli v zgodovini lige NBA, vsaj noben igralec ni še dosegel teh številk v teh statističnih kategorijah, tako da je Luka zopet na poti pisanja zgodovine in novih statističnih rekordov. Najbolj važno je pa seveda zmaga in zmaga po podaljšku, tako kot si je rekel, odlična tekma zahteva tudi ponavadi podaljšek in taka zmaga po takem podaljšku je še toliko slajša. Pa tudi bolj pomembna, namreč medsebojni dvoboji proti ekipam, ki bodo verjetno na lestvici na koncu sezone nekje blizu tebe, so zelo pomembni in v skrajšani sezoni štejejo še več. Ja, Matej, da je bila tekma izenačena, temu priča predvsem dejstvo, da ste se ekipi kar 16-krat izmenili v vodstvu, 13-krat ste bili izenačeni. Veseli pa predvsem dejstvo, da Dallas, kot se je zgodilo to že na nekaj tekmah letos,
ni preveč zaostal v skoku, imel je kar 44 skokov, 7 v napadu, Denver pa 47 skokov in 9 v napadu. Spomnimo se, prvih par tekem je bila to Achillova peta te Dallasove ekipe, kjer zelo pogrešajo Porzingisa. In z Kleberjem in Willie Cauley-Steinom v prvi postavi namesto Hardawayem in Powellom je Carlisle kar precej zadev in popravil tako obrambo kot skok. Ja, to sta bile te dve največji pomanjkljivosti in zgleda, da sta Kleber in Willie Cauley-Stein namesto Tima Hardawaya in Pavla, ki je po težki poškodbi Achillove tetive še vedno ni okreval, še vedno ni pripravljen za napore redne NBA sezone. To je bilo jasno že po pripravljalnih tekmah, ampak je potem Carlisle nekaj časa še okleval s to menjavo in ja, ta menjava zdaj Willie Cauley-Stein za Pavla je definitivno obrodila zelo pozitivne sadove. Ja, šibka točka Pavla je predvsem njegova obramba, ki ne bom ravno rekel, da je neobstoječa, ampak skoraj. Tako Kleber kot Willie Cauley-Stein sta znana kot zelo solidna obrambna igralca. Za Kleberja smo to že vedeli, recimo Kawhi Leonarda je odlično kril v playoffih v Disney Worldu. Willie Cauley-Stein pa s svojo agilnostjo oziroma gibljivostjo lahko preprime tudi malenkost nižje igralce malce dlje od koša in to je prav tista raznovrstnost, ki so jo v obrambi z Dwight Powellom Mavericksi pogrešali. Ja, ne samo v obrambi, bi rekel, tudi v napadu je Powell bil precej slabši. Powell je bil lansko sezono pred poškodbo res odličen diveman, torej center, ki se je odlično odvajal v pick and rollu pod obroč, odlično napadal v obroč in pospravljal v koš Lukove lobe, ki jih on seveda servira tako natančno, da se zabijajo skoraj sami. Včeraj na tej tekmi proti Nuggetsom je poskušal servirati en lob, mislim, da za Willija Cauley-Steina in je lob končal v košu. je zadev koš, se mu je štelo kot met in koš, potem, ampak je več kot očitno želel podati za lob, ampak tako natančni so njegovi lobi, ja, da je treba samo tip in dank, pa že imaš 2 točki in Powell je bil res slab na začetku sezone v napadu in v obrambi. Je bilo nekaj potrebno spremeniti. Willie Cauley-Stein je center, ki je bil izbran visoko na draftu, je bil zagotovo talentiran, ampak v Sacramentu nekako ni upravičil tega izbora, ampak po drugi strani govorimo tudi v Sacramentu, kjer niso znani po dobrem razvoju igralcev, kjer je ogromno igralcev odšlo in potem v drugih klubih prosperiralo in igralo precej bolje kot v Sacramentu. To je problematična franšiza in franšiza, ki ima mnogo problemov, tako da mogoče lahko zdaj Willie Cauley-Stein še vedno dovolj mlad, se dokaže kot center ekipe in obdrži to pozicijo tudi, ko se vrne Porzingis. Najboljša verzija Mavericksov lansko sezono je bila ravno tista, ko je Porzingis se odvajal na trojko, zraven pa Powell napadal obroč in to je Luki vedno dalo 2 opciji v napadu in obramba se nikoli ni mogla prilagoditi. Zgostiti pod obročem ali pa biti bolj pozorna na zunanjih položajih, ker je namreč nevarnost pretila iz obeh koncev in je ta faktor divemana, centra, ki napada obroč, zelo pomemben. Vemo pa Porzingis precej raje meče za 3, raje igra malce bolj stran od obroča, zato lahko dobro funkcionira s takim centrom, kot je Willie Cauley-Stein, ampak dobro, to sta bili zdaj 2 tekmi, ne samo ta proti Nuggetsom, tudi tista prejšnja proti Rocketsom, to je bila prva za to novo peterko, torej Luka na položaju organizatorja, Josh Richardson na dvojki, na trojki Dorian Finney-Smith, Kleber na 4 in potem na 5 Willie Cauley-Stein. Matej, moram reči, da me je Willie Cauley-Stein zelo, zelo presenetil sa svojo profesionalnostjo, kajti, rekel si, da ni dobil prav ogromno priložnosti v Sacramentu, vseeno je tam igral 27 minut na tekmo, imel 12 točk in 8 skokov, tudi v Golden Stateu. Ne, da ni dobil priložnosti, ampak da ga niso razvili, tako kot bi ga morali, njegov razvoj zastav. Priložnost je dobil za igranje, ampak seveda je zelo pomembno tudi, kdo te trenira in na kakšen način te trenira. Ja, res je, ja.
In potem takšnemu igralcu, ki se želi razvijati, pa se mu namesto tega zmanjša minutaža iz prve postave, je premeščen na klop. Precej igralcev bi se recimo po domače rečeno zbunilo ali pa mislilo, da si zasluži več in zato to je slabše igralo. Willie Cauley-Stein recimo razen lobov od Luke ne dobiva nobenih drugih priložnosti za koš, razen če se jih seveda sam pribori s skokom v napadu in res veliko energije vloži tako v skoku v napadu kot v obrambo, predvsem proti Jokiću je bil, ker ne bom rekel, da je bil odličen, ker proti Jokiću je res težko igrati odlično obrambo, ne moreš ga zaustaviti, lahko ga samo omejiš, ampak mislim, da je naredil kar dobro delo, kot si že omenil, je porabil 31 metov za 38 točk. Za veliko večino zgrešenih metov Jokića je bil odgovoren Willie Cauley-Stein. Jokić je bil precej boljši proti drugim obrambnim igralcem, še posebej proti Pavlu, ko je prišel ta na parket, ampak Cauley-Stein ga je odlično pokrival. Če bo seveda tako nadaljeval kot v zadnjih dveh tekmah, potem je to res lahko en dodatek na položaju centra, kjer predvsem seveda zdaj zaradi tega, ker Pavel in tudi Porzingis ni še pripravljen za igro in tudi seveda Porzingis bo potreboval še nekaj časa, ne samo da se vrne kakšen teden ali dva, ampak potem da pride v formo nekaj tednov. To bo zagotovo trajalo nekaj časa in Willie Cauley-Stein lahko tukaj precej pomaga. No in če gremo na samo tekmo, moram povedati, da prvi polčas ni napovedoval tako dobre tekme. Rekli smo prej, da je Nikola dosegel na koncu 38 točk, v prvem polčasu recimo samo 10 z metom 3-12, Luka 14 pik z metom 5-12 in nasplošno je bil met obeh precej slab. Polčas je Dallas zaključil z 9 pikami zaostanka in le 33% metom iz igre, medtem ko so Denver metali malenkost boljših 37% iz igre. Igra se je razmahnila predvsem seveda ofenzivno v drugem polčasu in predvsem v zadnji četrtini, ko je Dallas metal kar 63% iz igre, Denver pa 50%. In najbolj napeto je bilo seveda na koncu tekme, torej v zadnji četrtini je Denver približno 2 sekundi in pol zaostajal za 2 piki in Jokić je čez Willie Cauley-Steina, ki mu je zakrival cel pogled na koš, en korak znotraj trojke zadev nothing but net, kot bi rekli Američani, in takšen met iz pol razdalje, mislim, kako je to videl, kako je to zadev, meni ni jasno, ampak to je pač Joker. In v podaljšku je Denverju zmanjkalo goriva, kako bi jaz temu rekel, metali so samo 30% iz igre, od 10 metov so zadeli samo 3, medtem ko je Dallas zadev kar 5 metov od 8 in tako je Dallas 15-8 zmagal podaljšek in tudi tekmo. Ja, 3 od teh 5 metov je zadev Luka, dal tudi zadnje 4 točke, najprej step back, tokrat ne step back za 3, step back trojko, ampak step back s pol razdalje. In to je eno področje, kjer je letos Luka res pokazal napredek. To področje s pol razdalje, vidimo njegove turnaround jumperje, one-legged jumperje z ene noge v slogu drka. In na tem področju s pol razdalje je letos res zelo uspešen in tokrat s pol razdalje med step back s pol razdalje za vodstvo in potem 2 točki z prostih metov za dokončno potrditev zmage. Na koncu je bilo 7 točk prednosti, pa 10 sekund do konca po teh zadnjih 2 prostih metih Luke. In zmaga je bila potrjena. In ko si omenjal Jokića in njegov clutch met, njegov met za podaljšek, že predtem je zadev eno trojko, po kateri so bili Nuggetsi že precej blizu zmagi. Potem je pa Luka s podajo našel Kleberja in je Kleber 2 sekundi pred koncem popeljal Dallas v vodstvo v rednem delu. Preden je seveda potem Joker zadev tisti met preko Willija Cauley-Steina in Joker je eden od najbolj clutch igralcev lige. Ne samo to tekmo, ne samo to sezono, tudi lansko sezono in v končnicah, zadnji končnici, predzadnji končnici briljira redno v teh zaključkih tekem in zadeva tiste najtežje mete.
Tokrat je bil Luka bolj klač in s to zmago je Luka tudi zopet prišel tja med prve 3, recimo 4 kandidate za MVP-ja, tam, kjer smo pričakovali, da bo od samega začetka sezone, ampak je seveda potreboval nekaj tednov, o tem smo že dosti govorili, zato da je prišel v formo in očitno je zdaj že zelo blizu te idealne forme. Ja, preden se še malo razgovoriva o MVP kandidatih, Kleber, ki si ga omenil, ki je zadev 3 trojke v zadnji četrtini, torej med 3-3, je prej 2 trojke zgrešil. On, Luka in James Johnson, ki je čisto na začetku iz klopi fajn potegnil ekipo naprej, da ne bi zaostala za Denverjem, so bili ključni zadnji četrtini. Luka 8 pik in kar 5 podaj in Nikola Jokić, kot si rekel, en najbolj klač igralcev v ligi, 17 točk v zadnji četrtini. Mislim, res ne moreš verjeti. Res sta oba kandidata za MVP-ja. Zdaj je liga vedno bolj mednarodna in najboljši igralci, saj ko gledamo najboljših 5, recimo najboljših 6, Luka, Janis, Jokić so zagotovo med najboljšimi 5, 6, 7 igralci lige. Ja, na NBA so včeraj objavili lestvico prvih 10 kandidatov za MVP-ja, po njihovem mnenju, na kateri kraljuje LeBron James, ki kljub svojim letom še vedno igra res prav neverjetno. Drugi na lestvici je že Luka, ostale 3 mesta pa zasedajo Paul George, Joel Embiid in Curry. Zdaj je zasluženo, nezasluženo, o temu lahko še kakšno rečemo. Od 6. do 10. mesta pa najdemo Janisa, Nikolo Jokića, 8. mesto si delita Sabonis in Tatum iz Bostona, torej Sabonis iz Indiane seveda in Tatum iz Bostona, 9. Lillard iz Portlanda in 10. Devin Booker iz Phoenix Sunsov. Matej, jaz mislim, da če bi Denver mogoče kako zmago več imel, bi bil Nikola sigurno med prvimi 5 kandidati za MVP-ja. Nedvomno. Jokić ima to sezono povprečje 26 točk, 58% met iz igre, 44% met za 3, več kot 11 skokov, skoraj 11 podaj. To so MVP številke, nedvomno, ampak Denver ima le 3 zmage in 5 porazov. To je bil tudi razlog, zaradi katerega je bila sinočna tekma zelo pomembna. Obe ekipi sta imeli 3 zmage in 4 poraze. Po tej zmagi dala 4 zmage, 4 poraze, 5 porazov ima sedaj Denver, le 3 zmage in to je verjetno razlog, da je na tej MVP lestvici spletne strani NBA lige, zdaj to je neke vrste poluradna lestvica, uradne lestvice ni, ampak recimo glede, da jo objavljajo na njihovi spletni strani in ponavadi na koncu se pogosto ujema tudi seveda s končno razvrstitvijo glasov za MVP-ja, in lahko damo določeno težo in podebatiramo v njej. In ja, tako kot si rekel, na prvem mestu LeBron, čigar statistika ni ravno najbolj impresivna, ampak so Lakersi dobri in LeBron igra pravzaprav toliko kot more. Mislim, da zaradi tega je tudi na prvem mestu. Njemu mora nekdo vzeti ta primat, vzeti z boljšo igro in po možnosti tudi boljšim skorom ekipe. Če bo Luka želel postati MVP, bo Dallas moral na koncu biti na prvem, drugem, morda v najslabšem primeru 3. mestu. Ja, veš, če bo Lakersi prvi in Dallas 3, jaz mislim, da ni skoraj nobenega dvoma o temu, da bo LeBron zmagal, kajti LeBron je že toliko let najboljši igralec v ligi, pa že precej časa ni zmagal MVP in bo mogoče dobil enega za, veš, kot tisti Oscar za življenjsko delo, kot je na koncu karijere dajo enega za vse, kar si naredil. Ne? Ja, možno. Letos ima LeBron kar nekaj zagona, njegova statistika trenutno pa sem dejal, vidi se, da še ne igra na polno, konec koncev. V rednih sezonah on že dolgo časa ne igra več na polno, vsaj nekje odkar je prišel tam v 30., 31., 32. leto. Ampak še vedno izjemne številke. Več kot 24 točk, več kot 48% met iz igre, 40% met za 3, skoraj 9 skokov, skoraj 8 podaj in to so že dovolj dobre številke, da si nekako zasluži to pozicijo. Luka sicer dosega več točk, skoraj 28 točk, skoraj 47% met iz igre, vendar njegov met za 3 še vedno ni tam, kjer bi moral biti, ampak na zadnjih 2-3 tekmah
zopet bolje. Gre v pozitivno smer, njegovi odstotki so višji, tam okoli 30% je na zadnjih 3 tekmah, 9 skokov še daje, 8 podaj, več kot 1 ukradena žoga na tekmo, tudi letos Luka igra boljšo obrambo, to je treba izpostaviti, to je treba poudariti, tudi sinoči je bil izvrsten v obrambi, ko sva že hvalila Willija Collija Steina, lahko tudi izpostavlja to, da je Luka igral zelo dobro v obrambi. Tukaj je letos naredil očiten napredek. Met, to, kar sem že omenil, malce še šepa, met iz razdalje. Luka meče izjemno težke mete iz razdalje. Luka ogromen delež metov meče iz velike razdalje, medtem ko ga pokriva 1, 2 ali pa morda celo še kakšen dodaten igralec in pa v zadnjih sekundah napadov tudi pogosto meče, ob izteku napadov, ob zvoku sirene in seveda tako težavnimi meti težko prideš v ritem. Ti si dejal, da bo težko premagal LeBrona letos. Mislim, da bo nasploh letošnja MVP bitka precej nepredvidljiva, seveda tudi zaradi morebitnih okužb ali pa poškodb, ki se dogajajo vsako sezono, koliko tekem bo recimo LeBron izpustil, upajmo, da bo imel Luka več sreče zdravjen kot lansko sezono, ko je imel precej načet gležen že tam nekje februarja, marca, ko je utrpel nekaj zaporednih zvinov gležnja, tudi nekaj udarcev v dlan in to je nek faktor, ki je zelo nepredvidljiv, zaradi covida pa to sezono še toliko bolj. Ja, Matej, ko govoriš o nepredvidljivi bitki, tukaj niso faktor samo poškodbe, ampak predvsem čuden začetek te sezone, verjetno čuden zato, ker ekipe niso imele nekih pripravljalnih tekem, niso imele trening campa oziroma nekega časa, ko se uigravajo, ko se spoznavajo novi soigralci, ki so bili tradeni, podpisani na novo. Videli smo zelo dosti visokih zmag, ki niso tako zelo značilne za normalne NBA sezone. Spomnimo se samo na tisto Dallas proti Clippersom z 51 pik, pa še kar nekaj takšnih je bilo. In normalno potem tudi, da so rezultati čudni. Čudni glede na to, ko jih bomo gledali na koncu sezone. Jaz mislim, da Phoenix verjetno ne bo prvi, tako kot zdaj. Zato je tudi Devin Booker na 10. mestu MVP lestvice. Harden recimo ni nikjer, Paul George na 3. mestu in Embiid na 4. Tako da ta lestvica dejansko zelo dobro izraža ta čuden začetek NBA sezone in mislim, da se bo zelo, zelo premešala bolj, ko se približujemo koncu sezone. Tam nekje 1/7 sezone je pravzaprav že odigrana in to je že kar soliden vzorec. V tej skrajšani sezoni je verjetno teh 10 tekem primerljivih z 12-13 tekmami v normalni sezoni in mislim, da na koncu, vsaj kar se tiče 1. in 2. mesta na trenutni lestvici, LeBron in Luka, bi znala biti situacija tudi na koncu zelo podobna. Upajmo, da bo Luka še dvignil svojo igro, pravzaprav vem, da jo bo še dvignil. Tisto, kar je najbolj strašljivo pri Luki in njegovi igri, je to, da ima še ogromno rezerve v svoji igri. To je tisto, kar je res, kot pravijo Američani, scary, da lahko pri takih številkah in takih igrah, kot jih sedaj kaže, še vedno naredi izjemno velik napredek. Konec koncev, samo če gledamo met za 3 in proste mete, je tukaj še ogromno prostora za napredek. Samo če pride do tistih 30% bo brez problema dajal več kot 30 točk na tekmo in učinkovitih, oziroma ob dobrem procentu meta iz igre. Luka je pod košem tudi letos malo da ne nezaustavljiv. Njegove številke v prodorih so izjemne, v tem trenutku je prvi po številu prodorov na tekmo, več kot 23 prodorov na tekmo izvede. Na 2. mestu je Shai Gilgeous-Alexander z 19,4 prodori, torej več kot 3 prodori, skoraj 4 prodori, manj kot Luka. In na 3. Trae Young z 18,5 prodori, skoraj 5 prodori, manj kot Luka na tekmo. Torej, kljub temu, da Luka na začetku sezone ni bil pripravljen tako dobro, kot je sam tudi nameraval biti pripravljen za sezono, da ga je malce presenetil ta hitrejši začetek sezone, so njegove številke v prodorih in zaključevanju pod obročem še vedno izjemne in tudi tukaj lahko verjetno še napreduje, kar že spet je tisto, kar je najbolj scary. Mimogrede, prodore zaključuje skoraj 63% učinkovitostjo.
dosega po 23,1 prodorih na tekmo več kot 15 točk, 15,3 točke, ob tem pa še podeli skoraj 10 podaj za mete soigralcem. Torej, to so res vesoljske številke. Pod obročem pa tudi, če gledamo vse koše, ki jih zaključi pod obročem, ne samo prodore, temveč tudi postape, torej akcije, ki jih zaključuje, ko dobijo žogo pod obročem. Tudi tukaj je top 3 igralec lige. Luka Dončić je top 3 post-up player lige trenutno, ko govorimo o učinkovitosti pod obročem. In ja, to so vesoljske številke in če bo še napredoval, potem bo zrušil kralja s prestola in ta narativ zadnja sezona LeBrona, ko lahko še postane MVP, mislim, da se ne bo na koncu izkazal za resničnega. Ja, Matej, ko si govoril o napredku Luke, torej o možnosti, koliko lahko še napreduje, človek si ne bi mislil, da je igralec, ki je imel eno najboljših rookie sezon in verjetno najboljšo ali pa top 3 drugo sezono, da lahko še toliko napreduje. Mislim, to je res nekaj neverjetnega. Ljudje so za njega govorili, da v prvi sezoni, ko je dosegal koliko že 21 točk, mislim, da je 7 skokov podaj nekaj takšnega, so govorili, zelo dober igralec, ampak to je verjetno nekje to, kar lahko naredi. Sej že vse zna voditi, zna podajati, zna zadeti. Kaj pa se še lahko nauči? V drugi sezoni je dodal hitrejši prvi korak, zaključevanje z levo roko, dosti višji procent zaključevanja in tako, kot si rekel, v tretji sezoni šuti iz pol razdalje, torej tudi iz obrata, post-upi, verjetno tudi zato, ker je malenko zgubil na hitrosti prvih par tekmah zaradi teže in se je bolj zatekal tem post-upom, ki so bili, kot si rekel, zelo učinkoviti. Mislim, kaj lahko še doda svoji igri, kar nismo videli v prvih 2 sezonah? To je res zastrašujoče za vse ostale v ligi, kaj lahko nastane iz Luke in jaz ne morem povedati, kakšen je to privilegij gledati nekoga iz Slovenije, ne da je dober v NBA, ampak da je najboljši. Včasih še vedno ne morem verjeti. Hide your kids, hide your wife, Luka's coming. Ja, s temi hvalospevi Luki lahko verjetno počasi zaključiva, ne? Lahko, je že pozno. Saj si mislim, da povedal vse, bi še kaj dodal? Rad bi samo dodal, da sem zelo vesel, da je jutri sobota in da nimamo šolanja od doma in lahko snemamo tudi do poznega, to je, vikendi so zdaj še toliko bolj cenjeni v teh časih. Ja. Starši zdaj imate šolo zjutraj, popoldan pa službo, ali pa obratno, ali kako? Ja, no, jaz imam tako, ker delam popoldan, ja. Zjutraj šola, popoldan služba. Ja, tako, ja. Začenjaš zjutraj, moraš biti ob 8 za klopjo. Za klopjo. Ja, upajmo, da res ta epidemija COVID se čim prej izboljša situacija in lahko normalno zaživijo. Mislim, da ni človeka, ki si tega ne želi in ne upa, da se bodo zadeve čim prej normalizirale. Ja, Matej, že ko govoriš o COVID-u, a niso bili tudi eni igralci od Dallasa danes po poročanju pozitivni na COVID? Ja, mogoče lahko za sam konec potem še to omenila, ampak glede na to, da nisva zvedla, kateri igralci, sva rekla, bo o tem kdaj naslednjič ali pa bomo o tem pisali na naših straneh in vsem. Aha, ok. No, lahko rečemo, da Luka ni. Ne? To lahko rečemo, Luka ni eden od teh igralcev, oziroma ni igralec, ki je bil pozitiven, ampak po tekmi z Denverjem je eden od igralcev Dallasa bil testiran za COVID in se je izkazalo, da je pozitiven, zato je ostal v Denverju, še 2 igralca sta pa ostala v Denverju z njim. Luka je pa ostal na IG-ju iz aviona, zato lahko sklepamo, da seveda on ni ta igralec. Ampak kateri 3 igralci so to, pa še ne vemo. Če je to Maxi Kleber, če je to recimo zdaj Willie Cauley-Stein, ki so ga tako hvalila, ali pa tudi kateri od drugih pomembnih igralcev v rotaciji, je to seveda neka okoliščina, ki še dodatno priča o tej nepredvidljivosti te sezone, ampak da ne bova predolga in da se ne bova zapletla, lahko končava. Marko, hvala, da si vzel čas. Jutri izkoristi soboto za počitek, pa se slišiva kmalu zopet.
Ja, seveda tudi hvala tebi, da smo lahko spet posneli en podcast. Zahvaljujem se vsem poslušalcem za poslušanje in upam, da se čim prej slišimo. Adijo. Ostanite zdravi in živo.